Potrebujem reševalce sem. In potrebujem, da 94 gre naprej in ga poišče. Pojdite na 57 in poiščite drugo osebo. Hejlo! Dve nezavestni osebi izkrvavata na tleh. Kamp za avtodome na Floridi postane prizorišče grozovitega dvojnega umora. Osumljenega morilca pa ni nikjer. Vsi smo slišali. Slišal sem, ne, nehaj, na pomoč. In potem nekaj časa nisem ničesar slišal. Zato smo vsi prišli sem, da bi ugotovili, kaj se dogaja. In potem sem spet slišal pomoč. Takrat sem se obrnil, odšel in začel klicati 911. Ustavi se tam. Kriminalisti kmalu ugotovijo, da vsi dokazi vodijo nazaj k eni osebi. In bala sem se, da se bo to zgodilo. Res sem se. Tudi ona je to vedela. Tudi ona je to vedela. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime, Sam Elizabeth Milner. Ko so žensko in njenega zaročenca našli umorjena v njunem domu, je preiskava kmalu razkrila temno družinsko zgodovino z nasilnimi dogodki, ki so vodili do smrtonosnega konca. Je 10. november 2023. Nahajamo se v Braidentonu na Floridi. Tistega dne je na številko 911 prišlo več klicev. Nekaj groznega se dogaja v lokalnem kampu za avtodome. No, imamo žensko v hiši, mislim, da jo pretepajo. Vpila je, pomagajte, nehajte, ne, pomagajte. Zato kličem na pomoč. Redi. Nekakšno družinski spor. V redu, samo vzamem to s seboj, prav? V redu. Redi. Sem. Redi. Koliko minut nazaj se je to zgodilo? Da je manj kot minuti. V redu, ste zdaj na tej lokaciji? Da, gospa. Redi. In ali ima kdo kakšno orožje, če ne veste, je v redu? Tega ne vem. Vem samo, da so se že prej prepirali in da je ona tam noter in kriči na pomoč in podobno. In lahko slišiš. Še vedno je verbalno, če ne veš, je v redu. Je fizično, ker slišim ropotanje v notranjosti. Redi. V redu. Vse te informacije sem že posredovala šerifovemu uradu. To ne zadržuje njihovega odziva. Potrebujem opis osumljenca. Je bel, temnopolt ali hispanec? Je bel. Poznan je pod imenom Kavboj. Njegovega pravega imena ne poznam. Redi. Njeno ime. Rekol bi. Koliko je star kavboj? Star je, rekel bi, v poznih 50-ih. V redu. In njeno ime je Peti? In verjetno je približno enako stara. Ampak... V redu. Ste vi ali kdo drug trenutno v nevarnosti? Ne, gospa, v redu. Ali so prisotni kakšni otroci? Ne, kolikor vem, počakajte, pravkar prihaja iz hiše. Ne izpostavljajte se nevarnosti. Ne, mi smo nekoliko nižje po cesti, ampak on je pravkar je stopil iz hiše. In kakšne barve majice in hlače ima oblečene zdaj, ko je prišel ven? Oblečen ima ogleno sivo majico in kaki hlače. Vidim, da je nekdo stekel proti cesti in pogledam, pa nekdo prihaja ven. Iz približno 4 prikolic naprej od nas prihaja moški in ima povsod kri. In še en moški je prišel ven iz naše sosedne trikolice in je rekel, si videla tistega tipa tam zgoraj? Tam je pretet in povsod je kri. Potem je moj mož zunaj in se pogovarja z drugim moškim, ki je prišel ven, ampak ne vem. Iti na stranišče. Oprostite? Opravičujem se? Opravičujem se, nisem vas slišala. Koliko minut nazaj se je to zgodilo? Takoj preden sem vas poklicala. Torej je bilo to kaj, pred 2 minutama? Ste zdaj na tej lokaciji? Sem, ja, tukaj živim, tako da sem doma. Ampak v redu. A želiš, da to postavim? Nimam pojma. V redu. Koliko ljudi je bilo vpletenih? Ne vem, ali vi veste, kdo se je prepiral, ali koliko ljudi je bilo? Ali kdo potrebuje zdravniško pomoč? Ne, ne vem. Na zvezi sem z 911. Cowboy. Ali kdo potrebuje zdravniško pomoč? Kakršnakoli zdravniška pomoč. Ne vemo, ali pa ne. Kje so zdaj osumljenci?
En je odšel proti ulici, drugi pa je, verjamem, še vedno pri sebi doma. Ne vem. Sem na svoji verandi, tako da. V redu, kdo je bil tisti tip, ki je odšel? No, v katero smer je šel tisti tip? Dol in po ulici. Rekli so, da je nekje v parku, da hodi. V redu, postali smo policiste, tja prav? V redu. Hvala, gospod. Ne vem, kakšno je stanje gospe, ki je noter. V redu, tja bodo šli najprej, ker sta dva, bo eden šel pogledat, če lahko najde moškega, drugi pa bo šel v hišo, da preveri, če je z njo vse v redu. Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so stopili v stik z enim od klicateljev. Kričala je na pomoč, tip je prišel ven in tukaj na terasi zagrabil škatlo, nato pa je odšel. V redu, moja partnerka je zdaj tam z njim. Kako je ime? Policistka vstopi v hišo. Zaradi grozovitosti prizora je ta del posnetka s telesne kamere cenzuriran, vendar še vedno lahko slišite reakcijo policistke. Gospa, potrebujem nujno medicinsko pomoč sem. In potrebujem, da 94 takoj gre in ga pripelje. 57, pejdi iska drugo osebo. Halo? Dve nezavestni osebi krvavita na tleh. Prejeto, 104. Pozdravljeni, gospa. Gospa. Obe osebi tukaj sta nezavestni in se ne odzivata. Je bel moški, ima polno brado, ima črno majico, kaki hlače. Zdi se, da so jim prerezali grla. Njihova grla so bila prerezana. Lahko kdo pride in postavi obroč? Policisti pravijo, da moški in ženska izkrvavljata na tleh svojega doma, pri čemer se zdi, da imata prerezano grlo. Žensko žrtev so našli tik ob vhodnih vratih. In nedaleč stran v kuhinji so v umivalniku pod tekočo vodo našli nož. Takoj, ko sem vstopila na sredino sobe, če se ne motim, to ni osumljenec. Policija je identificirala žrtve kot 62-letno Patricijo in njenega zaročenca, 55-letnega Shona Harrisona starejšega. Sprva so klicatelji, ki so poklicali številko 911, menili, da bi lahko bil Shon vpleten v napad, vendar se zdaj policija osredotoča na moškega, ki so ga priče videle zapuščati dom. Je bil on tukaj varnostnik, ne? Videla sem ga na cesti in poskušala sem biti prijazna do njega. Vedela si, da sem jaz. Kdo je bil? Pojdimo malo nazaj. Preden je ta policistka prispela na kraj dogodka, je dejansko že naletela na osumljenca na cesti, vendar je pobegnil. Ne poskušam ti ničesar, poskušam se prepričati, da si v redu. Hej, počakaj, sem hiter prid sem. Počakaj, končala sem z moškim, krvavi, ustavi ga, streljajo. Mislim, da ti povem. Samo hitro pridi in se pogovori z mano, veš. Hej Siri, kliči po zvočniku. Kličem Meliso po zvočniku. Hej, se spomniš tistega tipa, s katerim smo imeli opravka, tistega šizofrenika, enkrat zjutraj? V redu, prihajam po 57. ulici iz 14. torej. V redu, super. Če ga vidim, bom ustavil. V redu, ima res dolgo brado, rjave kati hlače in črno majico. Po besedah policistke to ni prvič, da ima opravka s tem osumljencem in zdaj ji postaja jasno, kaj se dogaja. Jaz bom. Grant misli, da je to hiša njegove mame.
Prej bom poiskala njegov... Hej, 85 ali bi moral biti v avtozonu. Bom poiskala njegov... Že je potrjeno. Sem že potrdila. Zate. Drugi v bok avtomobila. Bom poklicala, dogaja se. Grem poiskat nekaj osumljencev v gorah. Ja, prepričajmo se, da jih ni. Nož, ki je bil uporabljen je v pomivalniku. Spira ostanke. Kdo je ime? Mislim, da je on osumljenec. Hitro mi pokaži njegovo fotografijo. Osumljenec je identificiran kot 36-letni Matijak, odrasli sin Patricije, ki ga poznajo tudi sosedje. In imajo prepoved približevanja, ker po mojih informacijah sploh ne bi smel biti tukaj, prav. Ampak to je vse, kar vem. Čas teče, medtem ko policija preiskuje okolico v iskanju kakršnihkoli sledi Tomasa. Na koncu ga policist opazi, ko vstopa v stanovanjski kompleks. Stoj tam. William, 21, je spodaj v drugem nadstropju stanovanj pri 57. ulici. Sem, ampak mislim, da je pravkar šel nazaj dol v prvo nadstropje. Si videl, v katero smer je odšel? Pozdravljeni. Videl sem ga v drugem nadstropju, ampak se je vrnil dol. Samo v 21. Dobil sem informacijo, da je morda stekel proti zahodu za minimarketom, ki je blizu trga na 14. in 57. ulici. Medtem v isto območje prispe še ena policistka, da pomaga pri iskanju. Zadnji sem ga videl tam, kjer si ga ti nazadnje videl. Ja. V redu. Enota 2-3, začel bom, zadnja oseba je bila v drugem nadstropju stanovanjskega kompleksa. Ej Tom, kako daleč si? Običajno, ne, če želiš samo vedeti, to popravi zame. On bo na strani, ali nekaj tasga. Bo malo pred mano. Kaj? Pri vodi Ales 1121. Prijavili so me. Pri avtoconi na južni strani 57. avenije Zahod. Si videl tisočaka? Tip v BMW-ju je pravkar pripeljal. V redu. iz 1097, bel moški. Polna brada, črna majica, kaki hlače. Prejmemo namig. Osumljenca opazijo v bližini trgovine Autozone, zaradi česar več policistov pohiti na to lokacijo. Imate v trgovini koga, bel moški, kaki hlače? Ne. O moj bog. Ja, s kakevkami. Smo tam zadaj, za stanovanje. Tudi na to smo pomislili. Nazaj, jo. Pred koliko časa? Pred približno 5 minutami. Pri tej ograji tukaj zadaj. Ja, to je to. Tista bela tam, prav tam.
Težava je ravno tam čez, podrl je ograjo, šel je nazaj v gozd. V redu. Tejn, hej, pejdi nazaj na sprednjo stran. Prišel je mimo te rjave ograje tukaj pri stanovanjih, pridi pred avtozon. Medtem ko policisti še naprej preiskujejo avtozon, ga drug policist v patruljnem vozilu očitno opazi. Mislim, da ga voti. Pred nami reče Dio. Ljubim ja, tu smo. V redu, ura na glavi. 104, udobno ti je. Umakni se zame, prijatelj. Mora se dotakniti svojih čevljev, umakni se. Sam napiši nekaj komentarjev. Čas je, da vidimo, če smo pripravljeni. Jaz. Njo! Tomas Matiča pripeljejo na policijsko postajo in ga neposredno namestijo v zasliševalnico. V redu, Tomas, radi bi se pogovorili s tabo o nečem, kar se je danes zgodilo, prav? Potrebujemo tvojo pomoč, prav? Potrebujemo tvojo pomoč, da razumemo nekatere stvari, prosim. Pridržan si. Nisi aretiran, ampak si pridržan, prav? Zato ti moram prebrati tvoje pravice, prav? Če imaš kakršnakoli vprašanja... Samo povej. V redu, ni velika stvar, prav? To je samo pogovor. Zato jaz. Prav. Tukaj. Kot pristal sem v nekem stanovanjskem kompleksu. Ne maram. Rekel sem vrstati, res sem rekel. Ne morem se spomniti. Otrok. No, vse to bom šel s tabo čez. V redu. Torej, Tomas, pravkar sem prišel do tebe, kaj ne? Če imaš kakršnakoli vprašanja, me samo vprašaj, prav? Tomasu so prebrali Mirandina opozorila in se strinja, da bo govoril s kriminalisti. Vprašanje, ki ga razumeš. Ja, mislim, da je lahko vsak obtožen umora. Ja, razumeš, kaj je prav in kaj narobe. Ja. Prav? Torej, je kraja prav ali narobe? Ja. Odvisno je od tvoje lakote, lahko se uporabi. Za krajo iz trgovine ali... Nekaj takega. Prav. Ampak razumeš koncept kraje. Nekaj, kar ti ne pripada. Prav. Razumeš, kaj pomeni nekoga poškodovati? Ja, ali je v redu nekoga poškodovati? Ne. Ne? Prav? V redu. Če imaš še kakšno vprašanje, karkoli o čemer govoriva, mi samo povej. V redu? Kje si bil danes prej? Bil sem The Whole Foods. Šel sem peš do svoje restauracije in sedel sem na poti do svoje restauracije. Če sem to naredil zjutraj. Na ulici Bull, čau. In potem sem začel odhajati in mi je žal. Bil sem pri stanovanjskem kompleksu. Poskušal sem iti. Sem pri stanovanjskem kompleksu. Rekel sem, ali slišiš skupino Who? Kdo je to rekel? Ali slišiš sirene? Bil mi je podoben, ampak s krajšimi lasmi in malo večji. Je bil to policist? Ne, znedale. Bil je nekdo, ki je bil podoben meni, ampak brez brade. In podobno. Ne, krajši lasje, malo večji. V redu. In jaz sem odmor, ja. Vidim, da sliši sirene. To so tvoji policaji. Si začel bežati, ja. Potem do točke, kjer... Prav tukaj. In si samo jebi ga, karkoli, pač hodiš. Jaz pa, ja. Torej, veš, kje živi tvoja mama? Ja, kje pa je to? Ali zavijamo desno? Ne vem, zato pa želim v redu. To, ali tam živiš? Ne. Imaš tam kakšne stvari? Ne. Ne v redu. Kdaj je bilo nazadnje? In nimam telefona. V redu. Če ga nimam, potem mi smo isti prekleti sobi. Torej, kdaj si bil nazadnje pri mami doma? Ko so me obtožili, da sem ga pretepil. V redu, bil si tam. Si bil tam? Dobil sem burger. Policijski zapisi kažejo, da je bil Tomaž areteran 6 mesecev prej, ker je napadel svojo mamo in njenega zaročenca v njunem domu, pri čemer je mama utrpela zlom kolka. Ta podrobnost bo kasneje postala pomembna. Tomaž, imam vprašanje, da se prepričam, da se vsi razumemo, prav?
Kakšne barve misliš, da je tista stena? Kaj? Bela. V redu. Torej, če bi ti rekel, da je ta stena zelena, je to resnica ali laž? To je poziv. To je laž, ne? Če rečem, da je tista stena bela, bi bila to resnica, ne? Torej, razumeš razliko med tem, da govoriš resnico in da lažeš? V redu. Če bi ti rekel, da imam 5 let, bi bila to resnica ali laž? Kaj? Ali zgledam, kot da imam 5 let? Ne. Hočem samo, da se prepričam, da se razumeva. Prav? Preiskovalci se prepričujejo, ali je Tomaž priseben in ali pozna razliko med pravim in napačnim, vendar se zdi, da se jim to obrne proti njim. Oprostite, resnica ni resnica? Tukaj sem, da vidim, ali zmaga resnica. Prav, točno tako. Zato smo tukaj, zaradi resnice. Pred nekaj dnevi sem se pogovarjala z Altonom. Pogovarjal sem se z njim o tem, kako je, ko dobiš klic nazaj od njih. To sem rekel. Torej, zakaj potem? Torej, ali imam vojsko, imam čoln, ali imam vse to, ali je to moje? Vprašaj se zdaj. Je to resnica? Ne vem, mogoče je. Ne vem, bomo preverili. Zakaj me premikajo med svetovi? Zakaj me premikajo? Zakaj me vsak prekleti dan skušajo namočiti? Vsak prekleti dan me skušajo namočiti. Jaz sem žrtev. Nisem jaz. Nekako me skušajo namočiti. Nek tip je to vodil. Prav, to sem dobil pri njem. Prav, v redu. In razumem, ampak potem sem kot zdaj nazaj. Zdaj jaz, park, v redu. Ljudje, ki sem jaz. Ali mi je nekdo potaknil sporočilo? Samo pusti, kar hoče. Torej, ničesar ne posedujem. Vse imam, a nimam ničesar. V redu. Zdaj se postavi na moje mesto. I don't know what happened. I don't care what happened. I don't do it. There's video of you in that park, like leaving her house. It's on somebody's surveillance, but the ring camera. Do you know what a ring camera is? Ja. Ja, torej si na posnetku ring kamere, ko zapuščaš hišo. V redu. Mi lahko poveš, kaj se je danes zgodilo pri tvoji mami doma? Nisem bil tam. V redu, bom kar pred kamero. Preci, da je bilo tukaj. Zdaj pa grem. Nisem bil tam. Če bi ti lahko pokazal posnetek z ring kamere, kaj se je zgodilo pri tvoji mami doma? Ve. Nisi šel. Si slišal to? Ne. Ne? Ne. Torej, ali kamera že snema? Ni pržgana, bil sem tam. Ne vidim je, ne vidim je. No, treba jo je prenesti iz ring, pravkar sem jo videl na nekomu na telefonu, lahko mi jo pokažeš. V redu, torej moramo vzeti posnetke, ne morem jih dobiti takoj. Samo sedi tam in glej to, in glej ga znova, in prevrti nazaj. Si bil samo pijan ali zadet? Bil sem pijan, nisi bil pijan. Koliko piv si spil? V redu, 5 piv. Kakšno pivo? Čaj? Twisted. V redu, ni bilo kot kursa, kaj tazga. Bilo je v tisti skodelici. Jezus, imel si samo 5 twistedov. Drug, torej si. V redu. Preko. V redu. Tudi jaz. In kaj potem? No, danes se je nekaj zgodilo v hiši tvoje mame. In kot sem ti povedal, video posnetek prikazuje, da si zapustil hišo. Tako da imamo video, prenesli ga bomo, trenutno ga še nimam, prav zato zdaj potrebujem tvojo pomoč. V redu, samo želim, da mi poveš, te je kdo napadel? Saj sem ti povedal, bil sem reven programer v provinci, ker si... So te potegnili ven? So te potegnili iz hiše tvoje mame? Sem z vsega sveta. Ves čas me premeščajo in pravijo, da se lasje oglašujejo. Slišim te, zakaj sem jaz? Zakaj sedim tukaj? Sem najbogatejši človek na svetu. Večinoma. Vem, jaz sem, ni vprašanje. Nisi. Pogledaš gor, ko nimam denarja in sem na pijači. In potem odgovoriš na ta vprašanja namesto mene. In zakaj sem jaz tukaj na tem svetu? Potem prideš k meni, ko boš že zamenjan do takrat. Ne boš več tisti, za kogar misliš, da si. In potem me boš samo še spraševal. Tako da ni pomembno. Torej, naj grem, prav. No. Ni problema, nočeš prav. Oprosti. Ni problema, v redu. Ne bom ti več postavljal vprašanj, Tom, prav? Moramo ti vzeti oblačila. Tomas noče več odgovarjati na vprašanja in detektivka zapusti sobo. Poskušam zaščititi vse in tudi vas. Potem pa dobijo kazen, kos,
Kamorkoli grem, je še en avto. Samo pusti me pri miru. Detektiv obvesti Tomaža, da še dolgo ne bo šel domov. Povej, da je obtožen. V redu, samo da veš, ne poskušam te prestrašiti glede tega, kaj se dogaja. Lahko poveš, zakaj, ali v redu. Če imaš kakršnokoli vprašanje, se lahko obrneš name, niti treba samo, da veš, da je v redu. Prav? Potem dobiš kopijo naloge za preiskavo, šli bomo na tvojo posest, vse v redu. Tomaž je zdaj odpeljan v zapor, obtožen umora svoje mame Patricije in njenega zaročenca Šona. Veliko vprašanje še vedno ostaja, zakaj se je to zgodilo. Naslednji dan so se vrnili na prizorišče zločina, da bi govorili s Patricijino sestro. Takrat so izvedeli veliko več o Tomažu. Kdaj si nazadnje govorila s svojo sestro? V četrtek. Peljala sem jo za njen rojstni dan. Njen rojstni dan je bil prejšnji petek. Peljala sem jo na kosilo za njen rojstni dan. Je kaj rekla o tem? Kaž? Opustite, njen sin, njen najstarejši. Tomaž. Hvala. Ne, ona, isto je, ves čas ga je grozno strah, veš, je prestrašena do smrti. Ona, veš, ona, tudi jaz to počnem, ko kosim travo. Pogledam čez ramo, čakam, da se pojavi, ker se je že pojavil in začne prihajati proti meni na mojem dvorišču. Ampak ve, da ne sme ostati dolgo, ker imam prepoved vstopa, zato ve, da mora hitro priti in oditi. Ker ste rekli, da ga moram imeti na posestvu, da lahko pokličem. No, do takrat, ko lahko pokličem, je že odšel. Seveda. Tako da se ga vsi bojimo. Nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo in to je bilo to. Moj strah je bil, da če bi šli na sodišče proti njemu, bi potem prišel za mano in za mojimi otroki in mojim sinom. Odide zjutraj, tako da hodi ven v temi, zato sem namestila reflektorje. Ampak ne, ona je vidno prestrašena. Mislim, da je prestrašena do smrti. Kaj pa pričakuješ, ko vidiš, da te mečejo naokol kot cunjasto punčko? Seveda. In tvoj kok je zlomljen in glavo tvojega fanta so poteptali, veš, mislim. Ona je preprosto ves čas prestrašena. Ali obstaja kaj, kar bi sprožilo njegovo jezo? Vidiš, Tom ima blodnje, res je, misli. Če pogledaš sodne zapise, je njegov lastni odvetnik rekel, tako so ga razglasili za nesposobnega. Misli, da hodi s Katy Perry, res misli. Zapustil je Michigan, se odpeljal v Kalifornijo in ležal na plaži. Čakal, da ga bo Katy Perry prišla obiskat. Potem bi me poklical in rekel, da da je bila Katy Perry pravkar pri meni doma. In pol misli, da ima te milijarde dolarjev, ki mu jih ljudje kradejo. Je izjemno bloden in misli, da imata Patty in Sean njegov denar. Mislim, očitno, poglej, živita tam. Ukradel jima je ves denar in zdaj hoče svoj denar nazaj. Po besedah Patricijine sestre ima Tomaž zgodovino duševnih bolezni. Verjel je, da sta mu njegova mama in njen zaročenec nekoč ukradla denar. In ne pozabite, to ni prvo Tomaževo nasilno dejanje proti paru, če upoštevamo njegove obtožbe zaradi napada in vloma. Že maja 2023 je sodnik odločil, da Tomaž ni sposoben sodelovati v sojenju. Oktobra istega leta mu je bila odobrena pogojna izpustitev v skupinski dom z obveznim ambulantnim zdravljenjem in psihiatričnimi zdravili. Vendar pa je po navedbah policije kmalu po prihodu zapustil skupinski dom. Prisedi so, da ga zaradi okoliščin ne bodo izpustili. To so njihove besede, ne moje. Zaradi okoliščin in tega, kar se je zgodilo, ne bi bil izpuščen. Obljubili so nam in Sean jih je ves čas opominjal na to. In jaz, ne razumete. Vromil je in živel v kombiju Weasel. Prijeli so ga, izpustili so ga. Za vse, kar naredi, ga izpustijo in tisti dan sem jim rekla, da ga bodo izpustili. Ne, obvestili vas bomo vsem. In kot sem mu rekla, Patty sploh niso obvestili, da so ga izpustili. Jaz sem bila tista, ki je to povedala. 2krat na dan sem dobesedno gledala sodne evidence, da bi videla, ali prihaja ali odhaja. Vsak dan sem preverjala pri šerifovem uradu, v upanju, da ga bodo spet aretirali zaradi nečesa. A nisi rekla, da so ga spet aretirali? Bil je, potem pa so ga izpustili. Ampak ne veš, zakaj so ga tistič aretirali? Ja, prekršek. Ker ni šel v Manitou Glen ali Cornerstone. Ni šel. Ni spolnil tega, kar so želeli. Zato so ga prepeljali v okrožje Sarasota za manj kot 24 ur. Nato pa so ga izpustili. Sodni svetovalec ni vedel, da je bil tam spodaj. Zato ga niso mogli prijeti, odpeljati. A je bil še vedno ambulantni pacient. Vem, da bi moral bivati nekje tam pri Red Barnu, če se ne motim, v prehodnem domu. V redu.
Ko da sem to vedela, sem ti povedala. Nima smisla, ni mogel na sojenje, ampak je bil preveč neumen ali pa preveč zmeden. Ampak lahko je hodil po ulicah. Hodil po ulicah in ne bi se držal pravil, ampak tega nisem razumela. Rekli so, da ne sme imeti drog, ne sme imeti strelnega orožja, moral je obiskovati psihiatra in vse te stvari. No, če ne more razumeti obtožb zoper njega zaradi napada, lahko pa razume pogoje za izpustitev. To nam ni imelo nobenega smisla. Prav imaš. In potem morate vi priti in poskrbeti za nekaj, kar bi sodišče moralo pravilno urediti. Gre za dva človeka, ki sta bila tukaj ubita zaradi sodišč. Tomaž Mati je bil na koncu spoznan za sposobnega, da se sooči s sojenjem v svojem primeru dvojnega umora. Odločil se je, da se odpove sojenju s poroto in namesto tega izbral sojenje pred sodnikom, kar pomeni, da bo sodnik odločil o njegovi krivdi. Sojenje pred sodnikom je potekalo aprila letos. Trajalo je le en dan. Po pregledu dokazov je sodnik spoznal Tomaža Matijeviča za krivega umora njegove mame in njenega zaročenca. Obsojen je bil na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Hvala, ker ste se nam pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.